Paziti moramo, da ne postanemo mlačni kristjani, kajti tako izgubimo Gospoda izpred oči. Papež Frančišek je med homilijo 15. novembra, ko je maševal v kapeli doma Svete Marte, poudaril, da si Gospod vedno prizadeva, da bi nas popravil, da bi prebudil našo mlačno dušo, ki spi na toplem. Prepoznati moramo, kdaj Gospod trka na naša vrata, je poudaril sveti oče in nadaljeval. Mlačni ne smejo zaspati na toplem, to je v prepričanju, da ne potrebujejo ničesar in da nikomur ne delajo slabega. Gospod te, ki mislijo, da so bogati, opredeli kot siromake in bedneže, vendar pa to stori iz ljubezni, dodaja Frančišek, da bi odkrili neko drugo bogatstvo, ki ga lahko da samo on, ne tisto bogatstvo duše, za katerega verjameš, da ga imaš, ker si dober, ker vse stvari delaš dobro, ker je vse mirno, neko drugo bogatstvo, tisto, ki prihaja od Boga, ki vedno prinese križ, vedno prinese vihar, v dušo vedno prinese nekaj nemira. Gospod svetuje, da bi si kupili belih oblačil in se pokrili, da se ne pokaže sramota golote. Mlačni se ne zavedajo, da so nagi, kakor se ni zavedal kralj iz pravljice, kateremu je šele neki otrok povedal, da je nag. Mlačni so nagi, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval, da mlačni izgubijo tudi sposobnost kontemplacije, sposobnost videti velike in lepe stvari Boga. Zato si Gospod prizadeva, da bi jih zbudil, da bi jim pomagal spreobrniti se, a poskuša pa tudi na drugačen način, tako da povabi: glej, stojim pred vrati in trkam.